Smo globoko v postnem času med pustom in veliko nočjo. Ne le katoličani, tako rekoč vse duhovne skupnosti, poznajo oblike odrekanja hrani, ta praksa pa je tudi širše vse bolj priljubljena. Del ljudi je prepričan, da post pozitivno vpliva na zdravje in počutje, nekateri trdijo, da so si tako celo pozdravili hude bolezni. Toda postenje v prekomernih količinah ali ob nepravem pristopu lahko povzroči zdravstvene težave in celo smrt. 24 ur fokus. S pepeljenjem na pepelnično sredo se v katoliški cerkvi začne 40-dnevni postni čas. Neko obliko posta poznajo pravzaprav vse religije in duhovne skupnosti. V zadnjih letih pa je vse popularnejši tako imenovani prečiščevalni ali terapevtski post. Namen postenja je razstrupljanje. V resnici človeško telo postenja ne potrebuje, z medicinskega vidika ni smiselno, pravi gastroenterolog Sebastian Stefanovič. Zaradi tega ne bodo nič ozdraveli oziroma ne bodo se očistili nobenih toksinov. Nekateri se kljub temu odločajo za ekstreme. What this really is ultrafiltered blood plasma. Ura je 7:20, ampak tokrat ne bom pila kave, pač pa kozarec mlačne vode za začetek, kajti preizkusila se bom v enodnevnem vodnem postu. Postenje, praksa, kjer se posamezniki odrečejo hrani za določeno obdobje, je v zadnjih letih postalo izjemno priljubljeno, predvsem zaradi številnih trditev o njegovih zdravstvenih koristih. Poznamo različne vrste posta, ki se med seboj razlikujejo po vrsti dovoljene hrane, dolžini trajanja in po strogosti. Ja, na zdravje, takole že se zgodi zjutraj. Najpogostejša oblika posta je postenje s sokovi in čajem. S takšnim postom si je Sonja Bertalanič, kot pravi, pozdravila hipertirozo oziroma pretirano delovanje ščitnice. Mi je v bistvu to predstavljalo rešilno bilko v tistem momentu. Lotila se je presnega prehranjevanja, spremenila življenjski slog, se začela ukvarjati s športom, jogo. Potem pa sem izvedla še 21-dnevni post s presnimi sadnimi in pa sadno-zelenjavnimi sokovi v lastni režiji. Po tem postu pa sem praktično dobesedno ozdravila, čisto vse težave so šle stran. In tako je tudi ostalo vse do danes, pravi magistrica varne hrane, ki jo je osebna izkušnja navdihnila, da je iz postenja tudi magistrirala, svojo magistrsko nalogo pa potem razširila tudi v knjigo. Pustila se je še večkrat. Po 10 dni sem se pustila v postni skupini, potem pa sem doma še večkrat tudi podaljšala post. Najdaljši post, kar sem ga imela, je bil nekje med 30 pa 40 dnevi. V tem času pa je uživala le presne sokove, prevredke, veliko vode in kakšen zeliščni čaj. In ni bilo težko. Imaš občutek, da bi kar lahko poletel, energija je na pretek, lakote ni absolutno nič. Ura je 10 in pravzaprav bi zdaj mi zelo pasala ena jajčka, ampak bom ostala na vodi. Zdaj zjutraj mi pijemo grenivkine sokove, ker so dobre v bistvu tak za razstrupljanje jeter. Čez dan pa potem enkrat za osnovo vzamem ponavadi korenje, drugič pa rdečo peso. Tako začne pripravo sadno-zelenjavnih sokov Marija Kure, organizatorica enega od skupinskih postenj pri nas. Sama se posti od leta 1999, torej 26 let. Post je res neka taka naravna metoda, ko nič ne rabiš. Lahko se sam postiš, te nič ne stane. Lažje je v skupini. V 30-dnevnem postnem obdobju se udeleženci najprej 10 dni pripravljajo s pomočjo webinarjev. Nato pa sledi 7-dnevno postenje na Pohorju. Cena pa od 740 do 840 evrov. Imamo 3-krat dnevno tekoče obroke. Sveže stisnjene sokove, zeliščne prevredke in vodo tudi med obroki. Tako da je v bistvu telo in hidrirano in nekako preskrbljeno z vitamini in minerali, ker naši postni vdihi so aktivni. Dosti hodimo, imamo jogo, pohode. Pri tem ne gre za zdravljenje. Udeležencem priporočajo, da gredo pred postenjem k zdravniku. Meni super. Super je. Ni preveč maža? Ne.
Ura je 2 in jaz sem že precej lačna. Želim si, da bi se bolj pripravila in si vsaj priskrbela kakšen doma stisnjen sok. To, da se odpovemo kakšni hrani, da kratek čas ne jemo, ni problematično, pravi gastroenterolog dr. Sebastian Stefanovič. Problem pa je, če ljudje s postenjem pretiravajo. Predvsem je to problem lahko pri kroničnih bolnikih, a ne potem kakšne posebne skupine, ne vem, nosečnice. Pri teh definitivno odsvetujemo postenje. Otroci, oni se ne smejo postiti, a ne, to je pač treba imeti dovoljšen vnos hrane. Z medicinskega vidika postenje nima nobene dodane vrednosti, dodaja. Zdaj, če se ljudje potem boljš počutijo, lahko zaradi mene. Zaradi tega ne bodo nič ozdraveli oziroma ne bodo se očistili nobenih toksinov, kot se to rado oglašuje. Človeško telo ima dovolj svojih sistemov in procesov, s katerimi odstranjuje toksine. Meta Vražič, mlada športnica, dvigovalka uteži, ekstremna postenja in razna razstrupljanja vidi že kot lažjo obliko motenj hranjenja. Če pač čutiš potrebo, da greš v te ekstreme, mislim, da je pač jasno, predvsem, da v resnici tukaj nekaj ni v redu. Govori iz osebne izkušnje, sama ima za seboj boj z anoreksijo. Zdaj trenira 3-krat tedensko, prav vsak dan pa se ukvarja s športom, ter med drugim goji mikrozelenjavo. Skratka, živi zdravo. Včasih izvede tudi kak enodnevni post. Če pa kdo reče, kako dobro je ne jesti daljši čas, se ji zdi to absurdno. Veliko je placeba, pravi, podobno kot pri raznih ekstremnih dietah. Ker te pač ljudje tebe in sebe prepričajo, da se počutijo odlično, da še nikoli v življenju niso imeli toliko energije, bla, bla, bla. Ampak resnica pa ni taka, ni okej in da telo ni v nekem optimalnem stanju. O tovrstnih stvareh in osebni izkušnji javno govori prav zaradi slednje. Motnje hranjenja so namreč huda težava. Ljudje pač v bistvu iščejo nek recept, neko skrivnost, ki jih bo pač rešila te največje težave in to je pač prekomerna teža in neprimerno prehranjevanje. V svetu poznamo tudi primere, ko so se ljudje pustili povsem brez hrane in vode, češ da lahko preživijo le od zraka in sončne svetlobe. Ta ekstremna različica se je večkrat končala s smrtjo. Nevarna so tudi dolgotrajna postenja zgolj z vodo ali celo slano vodo. Tvegana so tudi razna postenja, ki predvidevajo uživanje urina namesto hrane in včasih celo namesto vode. Drugačna je ideja cerkvenega postnega časa. Pustiti se pomeni narediti v sebi praznino, s tem pa prostor za Boga in sočloveka, pravi katoliška cerkev. Duhovnik verniku med pepeljenjem posuje po glavi nekaj pepela ali mu s pepelom naredi znamenje križa na čelu. To zunanje znamenje dostopamo v postni čas. Gre za resen čas in povabilo k razmišljanju o duhovnem in verskem življenju. Zato celjski stolni župnik Tadej Linasi svoje župljane v tem času predvsem spodbuja, da so pozorni, kaj se dogaja v njihovem življenju. Če imaš čisto praktično kako slabo razvado, je pa dej si to, 40 dni je na tak čas, ki je sorazmerno dolg, da se zvadiš in tudi, če te ne uspe prvič, pa daj, ne kar obupati. Ni poanta, da se zgolj ne je mesa v petki. Ključno je, da rastemo v odnosih. Me mora postni čas na koncu pripeljati, da izidem iz postnega časa nekako boljši. Predvsem bolj dovzeten za soljudi, doma, v šoli, na delovnem mestu, pravi župnik Tadej. In tako kot vse, se tudi post v cerkvi spreminja. Zelo se pojavljajo, recimo, Exodus 90 za moške, 90 dni pred veliko nočjo. Potem druga stvar je Fija 90 za ženske. To pomeni, da se zavežejo k postu od alkohola, sladkarij, hranjenja med obroki, interneta, televizije. Moški se vsak dan tuširajo le pod mrzlo prho, oboji pa ojačajo molitev. Matevž Zimšek že 4. leto izvaja post po pravilih duhovnega programa Exodus 90. Danes v bistvu sem jedel samo v 12. Pa to zelo obilno ali? Zmerno. Je mož in oče 4 otrok. Vsi se v omejenem smislu držijo posta, tako da tudi pri njih doma v tem času ob petkih ne jedo mesa. Ideja pa je v resnici zelo univerzalna. Dajmo živeti skupaj, dajmo se naučiti samo omejevati, odpirati drugim ljudem, zato da bomo to skupaj dosegli, ne glede na to,
v kateri smo pač, v kateri zgodbi. Smisel posta je tudi v tem, da se s tem opominjajo na to, da medtem ko eni sedimo za polnimi mizami, tretjina sveta trpi zaradi lakote in vojn. Postni čas je pravi čas za očiščevanje. Gre za telesno in za duhovno očiščevanje. In je hkrati oblika sočutja do ljudi, ki trpijo, pojasnjuje. Čustva kjamo. Jaz sem se tega posta lotila čist narobe. Nisem se pripravila ne mentalno, ne fizično in po svoje ni čudno, da imam težave že z enim dnevom. S postenjem je pogosto povezano tudi klistiranje oziroma izpiranje črevesja. Po besedah Marije Kure je to nujno, da kot pravi ne pride do reabsorpcije strupov. To se izvede v kopalnici, jaz priporočam, da kar v tuš kabini, zato porabiš, ne vem, recimo pol ure ali pa 45 minut vsak dan. Ampak črevesje mora delovati, pravi dr. Stefanovič, ki ga mnogi pacienti sprašujejo tudi o pogosti rabi klistirja. Neke dodane vrednosti tega ni. Pacient oziroma ljudje se nasplošno dobro počutimo, ko se enkrat izpraznimo črevo, tudi pacienti nam pogosto na kolonoskopiji pravijo, da zdaj, ko so se izpraznili, če bi to še dodatno počeli doma, ali jaz vedno to odsvetuje. Čeprav se na nek način zdi logično, da če ničesar ne damo vase in vse ven, da gredo tako tudi strupi iz telesa, vendar naše telo ne deluje tako. So ljudje začeli iskati bližnjice, medtem da bi naenkrat ratali zdravi, če pač ješ celo življenje samo visoko procesirano hrano, če kadiš pa alkohol, pa pač iščeš neko bližnjico, da boš pa zdaj v 40 dneh se pozdravil oziroma pač se naenkrat izboljšal, ampak tako ne gre. Zdaj, ko mi je še zdravnik potrdil, da za razstrupljanje post ni potreben sploh, se bom jaz kar nehala malo matrati in sem prvo šla eno solato. Ideja posta ni, da se nek kratek čas držimo nekega strogega režima in se potem vrnemo k starim navadam. Post ni samo to, da ne bomo zdaj nič jedli, pa bomo fejs skušali. Je kaj pa pol, ko bo post na konc, bomo pa to nazaj dobili, ali pa tudi duhovno, tako rečemo. Tudi zagovorniki terapevtskega posta pravijo, da je obdobje po samem postu najpomembnejše. Kajti na začetku je izrednega pomena, da se prehranjevanja lotimo počasi, se pravi tudi v majhnih količinah, da dobro prežvečimo tisto hrano, da ne pretiravamo. Jaz tudi potem priporočam po postenju čim več sveže hrane. Hvala. Na zdravje, dobesedno na zdravje. Na zdravje. Za zdravje bomo najbolje poskrbeli zdravo, svežo, čim manj predelano hrano in zadostnim telesnim gibanjem ter spanjem. Razni praški, tablete, predpripravljeni napitki za razstrupljanje niso čudežna zdravila. To so pač v bistvu samo neke hipne, popularne zadeve, so zatem izključno samo evri. Ključno je, da najdeš način prehranjevanja, ki ti ustreza in ki ga tudi lahko trajno vzdržuješ. Ne glede na to, kaj ti obljubljajo, ali je to ekstremno hujšanje, ali je to detoks, ali je to boljše delovanje, jeter, kakorkoli ne deluje. Če se zaradi posta bolje počutimo in če ne pretiravamo, če smo zdravi, ni z mirnim postenjem nič narobe. Če si odpovemo neki stvari za teh 40 dni, to v bistvu tudi neke vrste trening samodiscipline. Postenje pa lahko tudi škodi našemu zdravju. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da lahko dolgotrajno strogo postenje povzroči nevrološke, hormonske in druge zdravstvene težave. Po dolgotrajnejšem strogem postenju prične organizem koristiti strukturne beljakovine v mišicah, nato pa tudi v drugih tkivih. Dolgotrajnejše popolno postenje ali stradanje, ki temelji le na nadomeščanju izgubljene vode, se lahko konča tudi smrtjo. Škodijo lahko predvsem pri kroničnih pacientih, ali pa če se kakšne paciente, ki imajo neke obolenja, recimo rakave, forsira v to, da bi se pustili, to jim lahko samo škodi. Postenje nikakor ne izstrada raka, ampak do take mere oslabi telo, da poslabša delovanje organizma. In post ni medicinska terapija. Znanstveno dokazani pozitivni učinki so zgolj pri prekinitvenem postenju, pravi dr. Stefanovič. Ker v bistvu človek 16 ur ne je ali pa 8 ur je, pa različne variante tega. In to se je v bistvu tudi študijsko izkazalo, da je zelo dobro predvsem pri izgubi telesne teže. Niti enodnevni post mi ni uspel. Še dobro, da ljudje za razstrupljanje postov sploh ne potrebujemo. Bolje mi gre, na primer, post od nakupovanja ali pa post od družbenih omrežij. Vsekakor pa lahko vsi v tem postnem času poskusimo na nek
pa čeprav povsem svoj način, postati boljši ljudje.